Zdravo, pogledali si bomo, kako se namesti slovenska izdaja za Raspberryja. Dobimo jo na spletni strani, in sicer imamo tule v Raspberryju par zadev. Pomembno je tale server izdaje na Google Driveu. Izberemo, dobimo na Google Driveu datoteko server.rar, desna tipka, download, in dobimo v prenosih datoteko server.rar. S pomočjo WinRAR-a jo raztegnemo in dobimo datoteko z naslednjimi lastnostmi: 7,2 gigabajta in pa končnica image, kar je nekje značilno za disk imidže podatkovnih nosilcev, podatkovnih medijev. Raspberryji uporabljajo SD-kartice. Tole je SD-kartica. Damo noter v SD-pekač, vtaknemo v prosti USB vhod in za zapekanje, vsaj jaz uporabljam tale program Win32 Disk Imager. Tulele seveda še je treba par stvari pozapreti. Zdaj ta Disk Imager je program, ki nam bo te stvari zapekel. Desna tipka, izberemo server, odpri in write. Zdaj mi ne bomo čakali, da se to zgodi, ker to traja kar precej časa. Bomo dali tole program tulele gor, pa naj teče. Mi imamo pa že, ko se to zapeče, vzamemo SD-kartico in jo vtaknemo v Raspberryja. Seveda Raspberry moramo priključiti na lokalno mrežo, na napajanje, in prižgemo. Prva stvar, prvi znak, da stvar deluje, je, da na lokalni mreži lahko izberemo lokalno domeno server direktno v Google Driveu oziroma Google Chromu in dobimo takole spletno stran. No, tale spletna stran je že malo razširjena, ni standardna. Če si zamislite, da v bistvu samo tale spletna stran brez tele je originalna. Tu je neka kamera že noter dodana, tulele vidite, da je ena kamera v samem Raspberryju. Lahko vidimo takoj, da se zadeve lahko podvajajo, ne. In s tem smo naredili inštalacijo. Na sam Raspberry lahko dostopamo na več načinov. Poglejmo si samo tekstualni editor, tekstualni dostop. Zato jaz uporabljam tale program SH Client Bitwise. To je v bistvu nekje softwarski naslednik Putija, tudi to ista firma v bistvu izdaja. Zdaj, zelo enostavno. Ko dostopamo v Raspberry na katerikoli način, imamo vedno geslo pi in pa tukajle Raspberry, RASPBERRY. Tule izberemo password, server in samo rečemo login. Nič ni treba spreminjati, vse je že, vse je v bistvu po defaultu oziroma prednastavljeno. Login in smo že noter. Tukaj imamo v bistvu pogled na datoteke, datotečni sistem od Raspberryja, se pravi tu noter, ne. In pa to je pač datotečni sistem mojega računalnika in tukaj lahko si pogledamo editor. Tukaj smo seveda direktno v Linuxu in si pogledamo recimo kake ukaze ls. Bom pač pokazal vsoto mojega oziroma profila pi. Upam, da bo pomagalo.